Okay, torej z uporabo ChatGPT ali pa nekih drugih orodij za content boš pripravil boljši content, rečemo, in za ljudi, in za stroj, ali... Ja, absolutno. Pač ChatGPT, plačana verzija ChatGPT-ja, ti omogoča, da boš o vsebini boljše razmišljal, da boš vsebino boljše in hitreje in ceneje pripravil in še marsikaj drugega. Pač ta neka osnova, ki jo mogoče včasih delajo marketinške agencije za brende, ta nekaj razmislek o pozicioniranju, o ciljnih skupinah, o problemih, ta osnova ostaja enaka, ne glede na to, ali pripravljamo vsebine za časopis. Časopis je ena taka stvar, ki si jo včasih dobil na nabiralnik, taka velika papirnata, pa so bile noter novice. Kaj je to nabiralnik? Ja. Ampak za časopise je bilo isto, za radio je bilo isto, za televizijo je bilo isto, za internet je bilo isto. Pač moral si rešiti težavo uporabnika, to je za en na svet, za vse brende na svetu, ampak vse to je še vedno isto, samo malo drugače. Tako da jaz ne bi veliko stvari spreminjal, res pa je, da če bomo delali s ChatGPT-jem, neke te klasične workflowe znotraj podjetja spremenili, bomo pa lahko delali hitreje, pa bolj učinkovito. Par dni nazaj, že kar nekaj časa nazaj, je Klarna povedala, da so z chatbotom za AI zamenjali 700 zaposlenih. 40 milijonov dolarjev profita, torej 40 milijonov dolarjev manj bodo prišparali zaradi tega, ker uporabljajo ChatGPT kot customer solution, custom narejen, sprogramiran. Pač to so neke stvari, ki bo ChatGPT zagotovo delal, ampak pri nekih drugih stvarih pa so pač stvari ostale čisto enake. Ja. No, ok, eno vlogo smo mogoče sam tle pozabili. Veš, kaj bojo asistenti, ne? Pa boš ti asistenta nekaj vprašal, pa bo asistent šel neke stvari poiskati, tle bo pol SEO za asistente, a veš, tle vmes pride en tak siva cona, na katero ne boš mogel vplivati, ker asistent bo nekaj odgovoril, kar bo on nekje dobo. Ampak nekje je našel, spet isto na spletu, a veš, isto. Google je tudi rekel, mi uporabljamo in to je mogoče gre v povezavi s tem, kar si ti prej rekel. Google je rekel tudi za te generirane rezultate, mi uporabljamo enako tehnologijo, razmišljanje in kriterije tukaj, kot jih uporabljamo v klasičnih iskalnih rezultatih. In Google nima AI, Google ima seveda AI, in ga pač na drugačen način ga uporablja. In to je verjetno odgovor spet tukaj. Pač vse stvari isto delajo naprej, pa boš tudi za asistente lahko dober. No, stoja, spet smo na ključnih besedah v resnici. Sej, ne vem, mi, ki delamo eno orodje, ki ti pomaga pri researchanju leadov, pa accountov kot del CRM-ja, tam ravno to, mi ChatGPT-ju rečemo, da nam različi ta kontakt in med drugim, kar naredi, je, da naredi 5 queryjev na web in on si pa zmisle ključne besede, ki jih želi iskati. Kar pomeni, da imamo spet neke ključne besede, ki grejo v iskalnik. Tako. Neke tematike, ki so relevantne, jih moramo na koncu, jih bo vedno nekdo iskal in na koncu nekaj mora obstajati kot vir vsebine. Tudi, če govorimo o prihodnosti, o tem, da bodo se jezikovni modeli učili na neki vsebini, ki je narejena, sintetična vsebina, temu rečemo, na vsebini, ki je narejena strani jezikovnih modelov, bo to samo ta vsebina, ki bo narejena za generiranje jezikovnih modelov. Še vedno bo ti jezikovni modeli rabili nek vir, da bodo odgovarjali na aktualne informacije. Na koncu še vedno boš rabil Meteorološki zavod Republike Slovenije, ki bo rekel, kako bo vreme, da bojo lahko vsi po celem svetu poročali o tem, kako bo vreme. Nek vir informacij še vedno moraš biti in če se ti kot brand uspeš postaviti kot avtoritativen vir informacij na nekem področju, je to. In to pa smo spet tam, da smo iste stvari delali, ko je prišel social media, da smo iste stvari delali za SEO, da iste stvari delamo po nekih drugih kanalih. Mi se moramo kot avtoriteta na nekem področju vzpostaviti in ko nas uporabniki kot takšne vidijo, potem vedno znova hodijo k nam in to delajo uporabniki, to delajo chat, GPT search in to delajo Google. Super, na koncu moraš biti relevanten. Ja, pač
ne biti beden. Ful je enostavno. Mislim, ja, težko narediš brand, ki je copycat drugega brenda, kjer si vse čisto kopiral in nimaš nad svojega in pa se čudiš, sem propadel. Nam pa ne gre. Ne? Mislim, ja, tisti časi, ful je težko biti uspešen na internetu. Ne? Pač tisti časi, ko je bilo to lahko, ko je bilo to enostavno, so pač enostavno mimo. No? Ljudje, ki so vzpostavljali velikanske brende, jih dobro prodajali, danes brez problema rečejo, ja, ker sem to pred 10 leti začel, sem to lahko naredil. Danes pač ni slučajno ne bi šel v to, zaradi tega, ker mi to ne bi uspelo. Ne? Ker so bile pač razmere na internetu drugačne razmere na trgih so bile drugačne, pač vse je bilo drugačno. Tako da je danes pač izjemno težko biti dober ali pa relevanten na spletu. Tudi drugačen biti, ne? Pač vse so že naredili. Ne? Vse pesmi so že napisane. Kako boš ti zdaj napisal nekaj drugega? Jaz, ne.